Govorili bomo o turnem smučanju, tekmovalnem, rekreativnem. Šport, ki je v velikem razmahu. V zadnjem obdobju se je krepko povečala tudi prodaja opreme, ki je namenjena temu športu, ki se dogaja v naravi. Ja, in to priča o tem, da Slovenci vse bolj postajamo tudi narod, ki rad smuča tam gori, visoko pod oblaki, s pomočjo svojih nog prihaja tudi na vrh teh vzponov, ki jih premaguje. No in za začetek bi vam rad predstavil slovensko reprezentanco v turnem smučanju. Tradicija te reprezentance ni dolga, toda kljub temu je zabeležila že kar nekaj lepih uspehov. Takole, dame imajo prednost, zato najprej vabim na oder Karmen Klančnik-Pobežin. Je naša edina članica v reprezentanci, najbolj uspešna turna smučarka v zgodovini, pravzaprav serijska zbirateljica državnih naslovov v vseh disciplinah, že tja od leta 2014. Največji uspeh je osvojeno 10. mesto v disciplini šprint na svetovnem prvenstvu v Piancavalu v Italiji. Naslednjega vam predstavljamo Klemna Španringa. Klemen velja za najbolj perspektivnega turnega smučarja. Za leto 2021 je bil proglašen, ko je na svetovnem prvenstvu v Andori po slabih 4 mesecih treninga v disciplini vzpon osvojil odlično 8. mesto. Na letošnjem evropskem prvenstvu v Španiji je prav tako v disciplini vzpon bil ponovno 8. Njegova forma, njegova pripravljenost, njegovi rezultati, vse je vzpon. Pozdrav tudi Maju Pridržniku. Maj je najuspešnejši kadet, torej še nekaj mlajši kot Klemen, in on je bil letos na evropskem prvenstvu med vsemi pravzaprav najbolj uspešen. Saj je v disciplini šprinti osvojil izvrstno 5. mesto. Mesto, ob katerem zadiši tudi že po stopničkah. No, vzpon je bil poleg tega še 8. Je tudi državni podprvak v članski kategoriji v disciplini šprinti za leto 2021. Ja, pa še imamo perspektivo na pohodu, kajti tu je tudi Tine Habjan. Je še mlajši član in državni prvak v šprintih za leto 2021. Ko je na svetovnem prvenstvu v Andori na letošnjem evropskem prvenstvu v Španiji po dobrem štartu v disciplini šprinti osvojil 10. mesto med mlajšimi člani, smo bili seveda navdušeni. Leta 2021 pa je na svetovnem prvenstvu v disciplini štafete osvojil 7. mesto. Tine Habjan. Ja, žal ni z nami našega najboljšega člana, ki ga ljubitelji ne samo turnega smučanja, pač pa nasploh v vseh raznih oblik vzdržljivostnih športov, adrenalinskih športov dobro poznate. Luke Kovačiča je službeno, bomo dejali, odsoten, službeno prevedeno po športni plati. On pa je seveda najboljši turni smučar nekaj zadnjih let, ampak naslednji, ki so pravi, vidite jih tu. No, seveda pa vsaka reprezentanca mora imeti tudi svojega selektorja. In predstavljam vam selektorja naše turno-smučarske reprezentance, gospoda Roberta Pridržnika. Je tudi načelnik komisije za gorske športe pri Planinski zvezi Slovenije. Je še vedno registriran tekmovalec, za grizen športnik po duši, ki si za največji uspeh lahko šteje naslov državnega prvaka v parih ni tako dolgo nazaj tega, recimo približno 3 leta. Po poklicu je športni pedagog, živi za šport in zelo rad svoje znanje in navdušenje za šport prenaša tudi na mlajše rodove.
Ja, sicer turno smuka je seveda tudi vzdržljivostni šport, kljub temu sam, ker še čutim malo načete mišice, sedel poleg te naše športne falange reprezentantov v turnem smučanju. V nadaljevanju boste na posnetkih videli na našem ekranu tudi nekaj utrinkov z nekaterih domačih tekmovanj. In to je sedaj priložnost, da predstavimo tudi različne discipline, ki zaokrožujejo celotno turno smučarsko podobo. Pa bi najprej prosil Carmen, da nam predstavi disciplino, ki jo spremljamo, gledamo posnetke iz Maribora iz leta 2021, gre za disciplino vzpon. Morda nekaj besed v tej disciplini. Ja, vzpon je v bistvu ni nobene tehnike posebne, samo surova moč od starta do cilja, se pravi ponavadi je nekje okrog 700 višinskih metrov za premagati, dolžine je okrog 3 km. Tehnika je važna samo to, da pravilno razporediš moči, se pravi, koliko daš moči na roke in koliko na noge in da ti primejo, se pravi, psi in turne kože. Ostalo pa samo do zadnjega daha, do cilja. Klemen, vam to še posebej ustreza, ta disciplina, ne? Ja, sploh mi ustreza, se mi zdi, ker ste še bolj nov v tem športu, ni neke posebne, veliko taktike, ni neke, tako da zato leži mogoče, da lahko samo gor in res pritisneš, koliko lahko. Tudi z gorskih tekov, z gorskih tekačev prihajate pa tekov na ravnini, ste torej pravi vzdržljivec, kot temu radi rečemo. Kakšni pa so treningi za to disciplino? Treningi so predvsem intervalni treningi, torej ne delamo nič na tehniki, imamo bolj malo, ampak samo da res tiste vzdržljivost in pa moč veliko natreniraš. V poletnem času, kako se pripravljate? V poletnem času pa je predvsem mali stek, mogoče kolesarjenje, tako da gorski tek se predvsem dobro dopolnjuje z zimskim turnim smučanjem, predvsem mogoče kakšne vertikali, to je res dobro za potem zimsko sezono. Dobro, v nadaljevanju bomo videli tudi utrinke z discipline šprinti. Gre za gledalce morda zelo najbolj privlačno disciplino, kajti pregled nad progo je dober, precej drugače kot recimo v nekaterih drugih disciplinah, ki lahko seveda spremljajo samo na določenem delu proge tekmovalce, v šprintih pa vendarle vidijo lahko tudi gledalci več dogajanja. Maj je, kot smo slišali, mojster za šprinte, pa morda z njegove strani nekaj več besed o tej disciplini. Ja, v bistvu pri šprintih imamo standardizirano progo, ki je sestavljena iz vzpona in spusta. Proga je v bistvu sestavljena iz 3 delov. Na prvem delu gremo s smučkami na nogah, potem je menjava in damo smuči na hrbtnik in gremo nekaj časa peš. Potem damo smuči spet na noge in še nekaj časa smučimo nogami. Potem pa na vrhu ustavljamo kože in se po veleslalom progi odpeljamo do cilja. Tako da šprinti so zagotovo zelo zanimiva disciplina in v bistvu so tudi zelo hitra. Carmen, kateri del je vam najbolj všeč pri teh šprintih? Cilj verjetno. Šprinti so meni tudi najbolj zanimiva disciplina, ker pač je veliko taktike, menjave je treba hitro upraviti, treba je hitro iti na smuči, hitro v tekaški korak in se na hitro odpeljati potem v cilj. Vse skupaj je zaključeno v 4-5 minutah, poteka pa, se pravi, najprej so kvalifikacije, četrtfinale, polfinale in pa finale 6 tekmovalcev. Ja, to je podobno kot recimo pri šprintih pri smučarskem teku, ne? Tako. Maj, koliko mora tekmovalec recimo trenirati, ker gre za posamezne odseke, tiste menjave ali pa posebej posvetiti trening tem sprintom?
Ja, v bistvu pri šprintih so menjave v bistvu res važne, no, ker če si slab na menjavah, pol si slab, pol ostane zadaj. Pa pri šprintih je tudi tehnika zelo važna, ker je to le šprint in je to zelo hitro, tako da tudi tehnika je zelo važna, tako da je za bistvu za šprinte je res veliko treninga, menjava in tehnika. Glede na izkušnje s tekmovanja, kje so tisti ključni deli, sam usponi, menjave, spust? Ja, vse je v bistvu važno. Tudi na spustu mora biti dober, da tam ne izgublja sekundi. Je pa tudi uspon v bistvu važno, ker tam lahko največ izgubiš. Pa tudi na menjavah, ker pa če pa tam ostane zadaj, potem pa na usponu tega to težko izgubiš nazaj. Tine nam bo pa predstavil še eno disciplino, ki bi rekli recimo najbolj klasična disciplina, klasika, pravi tako posamezno, a ne, da gre za tekmo posamezno. To je pa disciplina, ki se mi zdi, da je nekako najbolj pionirska pri turnem smučanju. Torej premagovanje proge gor s kožami, tudi seveda smučkami na določenih delih na hrbtu in pa potem spusti na vzdolj. In to si včasih se tudi valovi. V bistvu individualna posamična tekma je najdaljša tekma med vsemi sestavljena iz vzponov in spustov. Tekmovalci vsi štartajo naenkrat. Je zelo tehnična disciplina. Moraš biti navajen, mi rečemo, hoditi v špuli, moraš biti hiter na menjavah in še posebej se moraš tudi na spustih dobro peljati, da potem v bistvu držiš stik z ostalimi tekmovalci. No, zdaj to se mi se vprašati, koliko pa je potrebno tu znanje, recimo, alpskega smučanja oziroma smučanja na vzdolj. Človek bi sklepal glede na konfiguracijo prog, da moraš biti res kompletno smučan, da moraš dobro obvladati posebej, tudi trenirati ta del. Ja, sigurno mi je treba biti zelo dober smučar. Smo tudi kakšne tečaje imeli, da smo se pripravili, seveda na smučiščih tako dobro smučal, potem pa še izem bilo. Torej, vi ste se sorazmerno pozno odločili za turno smučanje, nikakor ne prepozno, tudi dokazujejo rezultati. Pogrešate morda kaj te, recimo, osnovne šole alpskega smučanja ali ne, ali ste tudi tu vendarle imeli dovolj znanja? Ja, lahko rečem, da sem že prej dovolj smučal, predvsem alpsko, da nekako, ko sem prišel turno smučanje, ni bil to neki problem. Mogoče večje probleme mi dela smučanje izven smučišča, ker tiste nisem tako veliko treniral, tudi trenutno treniram večinoma na smučiščih, kjer se ne da toliko trenirati. Tega preko off-roadne smučanja, torej po debelem snegu, po različnem terenu, po strmini in tisto mogoče malo manj. Je še ena disciplina, štafete, bi morda nam še povedala kaj o tem? Ja, štafete so pa sestavljene, mislim, da iz enega, ki je moškega spola in ženske. So pa to nekako podaljšani šprinti, podobno je kot šprinti, samo da trajajo okrog 10 minut na enega tekmovalca. Super. Selektor, zdaj reprezentanca deluje dobro, mladostno, tako ali tako, ampak univerzalno. Je to nasploh navada v tem športu, da se vsi tekmovalci v glavnem lotevajo velike večine disciplin na velikih tekmovanjih, ali je že zaslediti specializacijo? Ja, na vsak način se tudi tu že kaže neka specializacija. Določeni tekmovalci so boljši v šprintih, drugi bolj v vertikalih in posamično, tako da tu že kar je opazno pri ostalih reprezentancah, da določeni so bolj specialisti za šprinte, določeni pa bolj vertikalni in posamično. Tako da ja, vsekakor
Tu pri nas, pa bom tako rekel, vsi se udeležujejo vseh tekem, ne? Predvsem pa težimo zdaj k temu, da te discipline, ki bojo olimpijske, damo malo bolj v ospredje, ker je to naš glavni cilj. Sedaj, če si predstavljam, da takole ste dobili pod okrilje nekako skupino samorastnikov, ne? Ampak načrti so pa verjetno vse skupaj v celoti to slovensko zgodbo zapeljati še bolj organizirano do neke tekmovalne špice, ki nas bo predstavljena na velikih tekmovanjih. Ja, vsekakor. Nekako rastemo tudi kot reprezentanca, pa tudi kot strokovni štab. Tako da v naslednjih letih želimo povečati število članov reprezentanci, predvsem ženski del želimo tudi izenačiti nekako z moškim in seveda v vseh kategorijah, da nekako zapomnimo te tekmovalce in seveda pripravimo optimalne pogoje za vse, da potem imajo možnost priti seveda na olimpijske igre. To je naš glavni cilj. Ja, korona je prinesla vsaj za turno smuko tudi nekaj dobrega. Tisto obdobje, ko so bile zaprte žičnice, se je precej več ljudi odločilo, da se preizkusi tudi v tem športu in v glavnem tisti, kolikor jih poznamo in so preizkusili sedaj, tudi vztrajajo pri tem, spoznali so lepote. Je pa seveda fino, če se vsa zgodba začne že od malih nog. In zato vam v naslednjem prispevku, ki je bil objavljen tudi v športni oddaji na nacionalni televiziji, predstavljamo, kako želimo nekako najmlajšim predstaviti ta čudovit šport v naravi. Skupina učencev osnovne šole Vitanje se je na pobočju okoli smučišča Gorte odpravila na prav poseben športni dan. Tokrat so imeli na športnem urniku predstavitev turnega smučanja. Na teh naših predstavitvah šola turne smuči otroke najprej seveda navadimo na to opremo, potem pa seveda izvajamo vaje, nagajanje, potem gremo na kakšno krajšo turo, v kakšnem hladnem okolju, okoli smučišč in tudi gledimo menjavo, dol, čevljev in tudi kakšen lep spust, kateremu peljemo. Po seveda utrjenih progah, ker to so seveda začetniki. Šolarji so za učenje začetnih turno-smučarskih korakov in zavojev uporabljali zgolj najbolj osnovno, a tekmovalno opremo. Turne smuči, čevlji, potem kože, ki jih namestimo na smuči in pa palice, pa seveda čelada. Pri tekmovanju turno-smučarske opreme je razlika ta, da so smuči veliko lažje, ožje tudi pod čevljem in gibanje s takimi smučmi je veliko hitrejše, lahko. Pri tekmovalnem turnem smučanju se oprema spreminja glede na posamezno disciplino. Ko pa gremo s turnimi smučmi na prosto turo v naravo, pa vedno obvezno s seboj potrebujemo tudi plazovni trojček, dodatna oblačila, toplotno zaščito, prvo pomoč, hrano, pijačo, svetilko in še kaj glede na teren, na katerega se podajamo. Če se s turnimi smučmi podamo na urejena smučišča, moramo upoštevati tako navodila Planinske zveze Slovenije za turno smuko, splošna FIS pravila, kot tudi interna pravila vsakega smučišča posebej. V okviru Planinske zveze Slovenije in Komisije za gorske športe smo se odločili, da populariziramo to turno smučanje, tekmovalno turno smučanje tudi mlajšimi. Do turnega smučanja nekako pridemo vedno v stiku šele kasneje, starejši, odrasli. In naš cilj je predvsem to, da te mlajše navdušimo za ta segment, ta šport, tudi olimpijski, leta 2026. In zato smo se odločili, da delamo predstavitve po šolah, imamo tudi opremo, 8 kompletov smučarske opreme, lani je naredil tudi novo tekmovalno turno smučo in s tem, ko so opremo pridemo na šolo, naredimo predstavitev za učence. Ki so ob zaključku dneva takole strnili vtise. Na turnem še v hrib gor hodiš, namesto da greš v Lečice, to mi je bilo najtežje.
Ja, najbolj všeč mi je bilo, ko smo se spustili, ker smo si končno oddahnili. Res, da je bilo par padcev vmes, pa smo mogli drug drugemu pomagati. Drugače je pa bila dobra izkušnja. Definitivno je bilo nekaj novega. Najbolj všeč so mi bili izkusi. Razgledi so tudi bili zelo lepi in bi še definitivno pomenil. Tekmoval ne bi pa še vseeno šel za rekreacijo. Zdaj, naša želja je, da bi se baza tekmovalcev mlajših povečala na tekmah in s tem bi dobili tudi kakšnega vrhunskega tekmovalca, mogoče celo za naslednje olimpijske igre 2026 v Milanu Cortina. Ja, če se malo pošalimo, za smuk se nam ni treba bati. Za smukačev bomo imeli kar veliko, kot kaže. Ne, ampak vse se tudi otroci potem verjetno naučijo, tako dorasti, da tisti spust, ki si ga prigaraš na lasten pogon, je še toliko več vreden in v tem zagotovo bolj uživaš. Robert, o tem tekmovalnem delu oziroma oblikovanju, da bi iz neke baze mladih, teh najmlajših, potem dobili tekmovalce. Na kak način računate, da boste prišli do tega izgleda? Ja, to je že en način, kot smo ga v tem projektu omenili, se pravi, delamo predstavitve. Zdaj, bom rekel, veliko število ne pričakujemo, ker vemo, da to je garaški šport, to lahko vsi tekmovalci potrdijo. Ampak na nek način, če dobiš izkušnjo s to tekmovalno, tudi smo želeli sploh s to opremo, ki je zelo lahka, te pa mogoče malo bolj zamika, pa kasneje v življenju kdaj se pa odločiš, da greš v to. Iščemo seveda predvsem tudi v kakšnih klubih in športih, ki so sorodni, kot gorski tekači, tekači na smučeh, da bi iz teh vrst mogoče koga dobili v tekmovalno smučarije. Sploh sedaj, ko bo to olimpijska disciplina, zna biti tudi kar večje zanimanje. Tako da vsekakor delati čim širše, da čim več otrok dobi to izkušnjo v teh 4 letih, v katerem bo zdaj ta projekt potekal. Želimo okrog 1000 otrok, recimo, da to spozna. Ni ga vraga, da potem ne bomo imeli pa nekaj tudi več obiskov na tekmah in pa tudi v klubih, da bodo to redno začeli s trenažnim procesom. To sem mislil, kako ste sestavili to delo v klubih oziroma ali računate, da bi pokrili do vsaj, če že ne cele Slovenije, pa določene dele Slovenije, kjer jim je tudi recimo narava naklonjena, da lažje pridejo do svojega, narekovaj, paketa. Ja, vsekakor. Zdaj, vse skupaj se dogaja znotraj nekih planinskih društev, lahko tudi, ker ta planinska društva so pa res razvejana po celi Sloveniji. Imamo pa tudi nekaj specializiranih klubov, to je klub Društva za razvoj turnega smučanja, to ima Nemc Kuhar, naš najbolj uspešen tudi smučar čez, in pa na Štajerskem imamo pa turno smučarski klub Lima, ampak še želimo kakšen specializiran klub, sploh v zgodnji, se pravi, v Bohinjski dolini, tam gora, pa Zgornja Savska dolina, da bi imeli kakšen klub specializiran, ker tam je res, so zelo dobri pogoji. To, da imaš sneg iz praktično hiše ven, je največ vredno. Če imaš ti za transfer na trening, porabiš uro ali pa 2 na dan, je dostakrat zelo oteženo trenirati. Ja, seveda pa zgledi vlečejo tudi z rezultati. Tekmovalci so na nek način idoli mladim, jih vzpodbudijo, da se tudi lotijo česa in zato seveda računamo, da bo poker naših asov v turnem smučanju s svojimi dosežki tudi pritegnil še več mladine k temu športu. Zato mogoče še nekaj o tekmovalnih načrtih, ambicijah, kratkoročnih, tudi dolgoročnih. Ja, zdaj sem trenutno mlada mamica, sem par sezon bila bolj na domačih tleh, tako da upam, da s tem, ko bodo otroci smehen rasli, da bom tudi sama imela več časa za trening in pa za nastope v svetovnem pokalu nazaj, tako kot
nekaj let že nazaj. To je moj pač cilj za naslednje par let, ne moram pa skrivati tudi, da si zelo želim pridobiti vstopnico za na olimpijske igre, ki so leta 26 v Cortini. Tako, včasih pa pride ni treba biti, pa so se doseže. Ja, sodobni šport dokazuje, da otroci, tudi za ženske, ko gre za vrhunski šport, niso ovira. Sam zelo včasih razmišljam o tem, da so na nek način pravi doping, kajti imamo cel kup super šampionk v različnih športih, mamic na drugi strani. Klemen? Ja, jaz sem tudi rekel, da v naslednjih letah, zdaj kratko več način bolj napredujem, torej da do leta 2026 se že lahko borim tudi v članski kategoriji, da sem konkurenčen, mogoče tudi, da grem na olimpijske igre in potem tudi tam se borimo za medalje. Bomo videli, kako bojo se priložnosti, ampak res upam, da bom toliko lahko napredoval še zdaj v naslednjih letah, da bo mogoče se torej boriti za ostali. Ja, v olimpijskih igrah lahko mislim, da razmišlja tudi Maj, ne glede na to, da je zelo mlad tekmovalec, kajti sodobni šport je uveljavil še nekaj. Rok trajanja je precej daljši in to s tem, da se vrhunski rezultati lahko dosegajo tudi v vzdržljivostnih športih precej bolj zgodaj, se mi zdi v povprečju kot nekoč. Potem pa tudi kariera traja veliko dlje. So tudi v vaših mislih olimpijske igre? Ja, to je moj glavni cilj v bistvu v teh 4 letih bom probal čim več delati, da bom čim boljši čez 4 leta. Delali bomo zdaj na tehniki, na vsem, da se bomo čim bolj približali tem najboljšim. Zdaj pa kratkoročno pa bomo zdaj v prihodnjih sezonah tekmovali na svetovnih pokalih na raznih dobrih mednarodnih tekmah. Imamo veliko željo in upam, da nam uspeva. Martine, kje vi vidite svojo tekmovalno prihodnost? Kako svetlo? Ja, cilj je biti vsako leto boljši. So pa olimpijske igre nekaj tam motivacije za treninge. Tako da vsako leto biti boljši in na koncu boljši. Ja, ta olimpijska zgodba je seveda velik dogodek za turno smučanje s tem, ko je turno smučanje uvrščeno v program olimpijskih iger leta 2026 Milano Cortina, tekmo mislim, da v Bornu, zelo razvejano prizorišče, kar zadeva vseh olimpijskih dogodkov, tako je ponavadi na zimskih olimpijskih igrah. So seveda dobili vsi tekmovalci v svetu še dodaten zagon. Pa je mogoče najbolje, da selektor nekako uriše, kako si je on zamislil to pot priprave, lov za normami, ki bodo prav gotovo kar ostre za olimpijske igre. To skupno slovensko zgodbo priti do kakšnega predstavnika za našo državo na teh prvih olimpijskih nastopih, tudi v turnem smučanju. Ja, vsekakor je to velik izziv. Zdaj v prvi fazi, kot sem že prej omenil, predvsem povečati številčno reprezentanco, pridobiti finančna sredstva. Tu je res, bom rekel, en velik deficit pri nas, ker nimamo praktično nobenega financiranja strani OKS in tako naprej, fundacije, tako da predvsem zagotoviti čim boljše pogoje za trening, čim boljše priprave za tekmovalce, vse. In potem zdaj letos avgusta bo tudi znano podrobno, kar se tiče kvot in število tekmovalcev. Dejstvo je, da bo to tekmovalec ali dva iz Slovenije, najbrž, ampak še to bo treba normo narediti. Tako da vsekakor delati na čim bolj stroki, da vključimo zraven različne strokovnjake iz različnih športov, od alpskega smučanja do teka na smučeh in pa prehrane in vse skupaj, da se stavimo ta mozaik in potem dobimo tekmovalca ali dva, ki bo ta tekmovalka, ali dve, ki bo ta nas zastopala tudi na olimpijskih igrah. Velik izziv. Ja, prav gotovo
radi govorimo včasih o paradnih disciplinah, kaj se zdi, da bi lahko bila paradna disciplina za Slovence, ko govorimo o turnem smučanju? Ja, pogoji pri nas so takšni, da ni ledenikov, a ne, in tu nam manjka. Nam manjka predvsem v disciplini posamično trening spustov, ne, po tem različnem terenu, in tu bomo mogli pač iti v tujino. Drugače pa imamo zelo dobra smučišča, kjer lahko jih koristimo za trening in šprintov in teh štafet. Tako da jaz mislim, da se bomo specializirali, smo se že nekako v te dve discipline najbolj, se pravi štafeta, šprinti. Seveda bomo pa veliko tudi naredili na področju posamične tekme, da zagotovimo primerne pogoje za trening. Če damo pa za konec ta tekmovalni del nekoliko ob stran, pa spregovorimo še o rekreativnem delu tega turnega smučanja, prav gotovo imenitna rekreacija, a potrebno je biti pazljiv, ne? Ja, vsekakor. Hribi so na nek način predvidljivi, kar se tiče snežnih lavinskih razmer. Treba biti previden, treba počasi pridobivati izkušnje, se vključiti v različna planinska društva in klube, kjer so ljudje, ki imajo več izkušenj, iti v spremstvu teh ljudi v gore. In na tak način so pa gore zelo lepe in varne. Tako da želimo si tudi širšega udeležbe teh tudi ostalih turnih smučarjev, ki niso tekmovalci na teh naših tekmah, da podprejo ta naš šport in vsekakor jaz pravim, da je to najlepši zimski šport. Ja, veliko smo izvedeli v teh minutah, bi morda kdo imel še kakšno vprašanje? Zdaj so bili naši gostje jedrnati, a ne? Ja, mislim, v imenu vseh, da vam lahko samo zaželimo kar odločno naprej proti Cortini 2026, glede na to, da se prav olimpijski krogi najbolj pojavljajo v vaših mislih in bodite zgled vsem tistim mlajšim, ki prihajajo in še naprej tudi s svojimi rezultati in odnosom promovirajte ta čudovit šport. Hvala lepa. Hvala lepa, Peter, za tole vodenje, res iskreno hvala. Nimaš,